bom govoril o radodarnosti. Radodarnost je izredno pomembna stvar. V bistvu to pomeni, da celo ljudje v svetu, slišal sem za eno ful uspešno firmo, ki je človek rekel, ko on rekrutira voditelje v svoji službi, gleda najbolj, ne samo izobrazbo, on gleda njihov srce, a je človek radodaren človek. A ni to zanimivo? Lahko si poln denarja, pa nisi radodaren človek in je tako, kot da bi duhovno malo smrdel. Vse roke imaš vse pobrne, grabiš zase. Lahko pa nimaš to, pa si radodaren človek, pa imaš ful prijeten von. V duhu govorim, haleluja. In tvoje življenje je dosti bolj lahkoten, kakor človek, ki je zvezan z materialnimi stvarmi. Radodarnost ni toliko enostavna, haleluja. Danes živimo v svetu, ki nas uči, da vsak naj zase poskrbi. Probi čim več nagrebati zase in čim manj daj drugim. Jaz, ko sem šel študirati ekonomijo, že na prvem predavanju temeljne ekonomije je profesor Kovač nas učil in je rekel, poglej soseda na levi, poglej soseda na desni. Samo en od vas treh bo šel v drug letnik. Zato si ne pomagati med seboj, ne si posojati zapiskov, ne se ukvarjati drug z drugim. Jaz sem rekel, jaz sem zaključil. Mene ta faks ne zanima in sem si raj kupil liter ruma in sem šel na čaj z litrom ruma v žepu, haleluja. In še enega tazga somislečega sem najdel, haleluja. In sem, hvala Bogu, pol leta tega faksa sem imel dost, ker je Jezus prišel po me. In se mi Jezus razodel, haleluja. Sem videl smisel življenja, haleluja. Ker Jezus transformira tvoje življenje, haleluja. In naenkrat sem bil, wow, haleluja, to je smisel. Razumeš, smisel ni v materialnih stvarih. Ni, haleluja. Dajmo si malo bolj pobliže pogledati radodarnost. Verjamem, da vsak od nas lahko vzpostavi DNK, ki ga ima Bog zate, da spremeniš svojo kulturo, s katero si bil vzgojen. Verjamem, da temu se reče prenova uma, ki zamenjaš slabe misli, ki si vzgojen bil v njih, ki si v sistemu not živel, ki imaš uprane možgane, ki gledaš televizijo, karkoli, zamenjaš z Božjo besedo. In v Božji besedi vidimo, radodarnost deluje. Amen? A ste slišali najprej govor, dobrota sirota? To je sistem tega sveta, ki ni resničen cerkev. To ni resnica. Dajmo si pogledati. V 2. Korinčanom 9:11. 2. Korinčanom 8 in 9. Če bi rad veliko zvedel v financah, imaš tukaj v Novi zavezi 2 poglavja, ki cela 2 poglavja govorita o financah. In sred teh financ noter imaš pa razodete Jezusa Kristusa, ki piše, da je samega sebe dal, a gremo lahko v 8:9 najprej daviti. 2. Korinčanom 8:9. In noter vidimo Jezusa Kristusa, ki je bil bogat in je postal siromah. Kaj ti poznate milost Gospoda našega Jezusa Kristusa, da je, ko je bil bogat, za voljo vas obobožal, da bi vi po njegovem božstvu obogateli, haleluja. Amen? A lahko rečeš obogateli? Enim ljudem ni všeč že to v Bibliji, ki mislijo, da bogatstvo je zlo. In si bomo pa to pogledali. Ampak Jezus je postal siromah, da lahko ti obogatiš. In zdaj gremo pogledati v 9:11, to 8:9, gremo zdaj v 9:11, v isti knjigi. Obogateli boste dovolj za vsakršno radodarnost, ki bo po nas dajala Bogu zahvalo. Haleluja. Amen? A ste opazili besedo radodarnost? In jaz mislim, da to je srce prosperitete, srce izobilja, ki ti bogatiš za vsako radodarnost. Amen? In pol Bog si ne more pomagati, da bi te blagoslovil, ker je tvoje srce na pravem mestu. A je tako, kolikrat iščemo sad, namesto da bi poskrbeli, da imamo korenine v pravi zemlji. In hočemo imeti dober sad, hočemo dobro zaslužiti, hočemo biti dobro plačani za svoje delo. Ampak vedno poglej, kje imaš korenine, ker če imaš korenine v Božji besedi, v Božjih principih, haleluja, kaj se ti zgodi? Tudi če je suša, to drevo ne uvene, Psalm 1, etko. Karkoli delaš ti, uspeva, haleluja. Kadarkoli to v mojem življenju ne deluje, naredim analizo, a sem radodaren.
In večinoma je težko biti zaskrbljen in radodaren. Meni je ful težko, če sem ful zaskrbljen za sebe, kako bom to, kako bom tisto, pozabim biti radodaren. In če mi uspe v tistem trenutku prodreti v duhu in slišati, kot je rekla Juliet, besedo vednosti, da dobim, da mi Bog vedno da nek nasvet, ki vključuje mojo radodarnost. In mi pravi, daj temu pa temu. Včasih dobim ime prijem, včasih samo v cerku pa ne sem. Ampak vedno nekaj mora iti iz mene, da nekih meni pride. Je ful zanimiv, Halilo. Dajmo si pogledati, glede radodarnosti, kaj imamo zapisano v svojem DNK-ju. Služimo Bogu, ki je neomejen, vsemogoč, ljubeč Bog, ki vedno daje. Amen? A verjameš v tazga Boga? A verjameš, da je Bog dobre vole? Amen? Enim ljudje to ni všeč. Oni imajo radi zateženega Boga, ki je vedno nekaj tečen, vedno nekaj siten, vedno ga nekaj mot. In pol, ko pridejo k njemu, se že za glavo držijo in izpod kovtra molijo. Ampak ne, Bog je dobre vole. Bog ni slabe vole, cerkev. Njemu ni všeč greh, ni mu všeč zlo, ni mu všeč, če ga biksaš, ker ve, da boš ti trpel. Ve, da boš ti žel posledice slabih dejanj. Ampak on te še vedno ljubi in ima dober plan za te. In te hoče rešiti, in te hoče zbuditi, hoče te navdušati nad svojo besedo, voditi po svoji poti, Halleluja. Ampak on vedno daje. Zato je edino pravilno, da tudi mi, kot njegovo ljudstvo, odsevamo podobno veličino srca in radodarnosti. Tako lahko ljudje v svetu spoznajo realnost Božje ljubezni. To je naravnanost naših src, to so stopine naših življenj. Ker v krščanskem centru verjamemo, da je radodarnost v središču Božjega srca. Kjerkoli vidimo pomanjkanje, zlomljenost, potrebo ali siromaštvo, pridemo mi, Božje ljudstvo, na pomoč z vsemi sredstvi, ki so potrebna. Mene enkrat en brat vpraša, Klemo, kva bo cerkev naredila za tega brata? Cerkev, ja, koliko imaš? Dajmo zbrati. Kdo je cerkev? Cerkev ni ob železnici 18. Cerkev smo mi, Halleluja. Amen. Ti in jaz, mi dva sva cerkev. Mi smo cerkev. Amen. Zato, ko vidiš potrebo, se vedno vpraš, ne samo, kaj lahko moliš, ampak kaj lahko jaz dam temu človeku, Halleluja. Jaz pač nisem mogel, ko sem slišal za Branetov primer, pač mu nisem mogel kupiti Jermena, ampak lahko sem mu pa tank na filu, Halleluja. Je tako, Brane, Halleluja. Lahko sem pa nekaj sem naredil, Halleluja. Razumeš, vedno nekaj sproduciri, Halleluja. Vedno nekaj daj od sebe, Halleluja. Ko vidiš potrebo. Amen. Ne rečemo, ja, mojih 100 evrov mu nič ne pomagali. Ja, kako da ne, Halleluja. Razumeš, da mu življenje spremeni, ko si prvi, ko si let prebil, Halleluja. In nekaj sprostiš, Halleluja. In še sam si ful blagoslovljen nazaj, Halleluja. In pač, to je Božje srce. Tukaj smo, se pravi, pridemo mi, Božje ljudstvo, na pomoč z vsemi sredstvi, ki so potrebna. Tukaj smo, da smo Božja rešitev in vedno najdemo način, da smo lahko radodarni. Ko pride do radodarnosti, vsi zmagamo. Svet se izboljša, Božje kraljestvo se širi, Bog je proslavljen in v pogon smo spravili duhovne zakone, ki nam garantirajo preskrbo in napredek. Halleluja. Amen. Zato je Juliet, ker je, če ste opazili, govori, le, jaz dajem Bogu desetino, Halleluja, jaz tujem. In to je, ko si v potrebi, ti ful prav pride. Ko pol res, polo rečeš, Bog, Halleluja. In kaj se ti zgodi? Agresivno vero imaš. Vero, ko te nič ne more ustaviti. Denar se bo manifestiral, avto se bo pravil, nekaj se bo zgodilo. Na poti do mehanika sta dobila denar. Slava Bogu. Hvala Bogu, da sta počas hodila. A ste opazili, Jezus nikamor ni tekel. Nikoli. Nikoli se mu ni mudil. Veš, če bi ste ful mudil, Brane, dobro, da ne laufaš posod. Halleluja. Hvala Bogu, da je šlo s kolesom. Amen. Hvala Bogu, da ga ni spreganjala, Juliet. Halleluja. Ampak v pravem času si bil na pravem mestu. Halleluja. In Bog je to vedel in je poslal človeka. Halleluja. Ampak zakaj? Ker to ti garantira, ker ti daješ, to ti garantira priskrbo zate. Halleluja. Radodarni ljudje omogočijo, da Bog deluje na čudežen način v in skozi njihova življenja.
Takšni smo ljudje v krščanskem centru. Mogoče priščupljem, to nisem jaz. Jaz skozi enih problemih, pa samo vse razmišljam, pa kako ne dam. Vedno, ko hočem dati, se spomnim, kaj vse sem jaz dolžen. Vem, ni simpel. Meni tudi ni simpel. Saj nikoli ni simpel. Jezus ni rekel, ful je simpel dajati. On je rekel, bolje blagoslovljeno dajati, kot sprejemati. Ni pa rekel, bolje simpel dajati, kot sprejemati. Tako, a ni fajn sprejeti, haleluja. A ni fajn, ko sprejmaš eno darilo, haleluja. Ko ti en pomaga. Koliko imaš ful visoko mnenje zdaj v tem človeku, ki vam je za avto dal? Tako. Zdaj ti, wow, po mojem vsak dan moliš za njega. Prej mogoče 3 tedne sploh pomislil nisi v njem. Ampak haleluja. Haleluja si, okej. Ampak ful je dober, ko ti nekdo nekaj da, ga imaš ful rad, tako. In zato Bog je toliko ljubil tebe, da je dal svojega edinorenega sina zate. Bog je dal, toliko je ljubil, da je dal. In isto mi, ko imamo radi Boga, dajemo, haleluja. Vedno pogledaj v svoje srce, kaj lahko narediš. Kako lahko prispevaš, lahko komu pomagaš, haleluja, če vidiš potrebo, haleluja. Dajmo si pogledati par napačnih razmišljanj o denarju. Prvič, napačno razmišljanje, da ljudje pravijo, Bog ni zainteresiran za materialne stvari. On je duhoven Bog, zanimajo ga duhovne stvari. To ni res, zato ker Bog je dal ogromen navodil, kako delati z materialnimi stvarmi. Nam je dal ogromen napotkov, nasvetov, se pravi, da je vključen v materialne stvari. Ful. Drugič, ljudje ločujejo denar od duhovnosti. In recimo, dosti ljudi, če je zrelih kristjanov in imajo razodetje in začnejo dajati Bogu recimo desetino, smo govorili o tem, in ti daš desetino Bogu in misliš, wow, ful sem napreden, ful sem dal veliko, in teh 90%, ki ti ostane, ločeš stran od Boga. In rečeš, to je pa moj denar. Zdaj, lahko da ne daš desetine, misliš pač 100% je moj denar, ampak nima veze, a misliš, če je 90% tvojih, a 100% tvojih, v obeh primerih si se zmotil. Če si kristjan, če si na novo rojen kristjan, če si predal življenje Jezusu, pol mu cel svoj tošel predaj. Cel svoj bančni račun mu predaj. Vse svoje imetje mu predaj. Amen? Vse mu predaj, ko vse pripada njemu. Kaj to zdaj pomeni njemu, da nam boš dal bančni račun, kam ne vse nakažemo, pa na cerkev prepišemo nepremičnino? Ne, ne govorim o tem. Jaz govorim, da ne, da predaš nam cerkev, ampak Bogu direkt. Aleluja. Naredi zavezo z Bogom, da vse, kar imaš, je njegovo in da ne boš zapravljal tako, kot te paše, ampak boš njega poslušal, kako biti modr s tem, kar ti je dal. Amen? Ker na koncu življenja boš položil račun, kakšen skrbnik si bil s tem, kar ti je zaupan, in temu, ki je veliko zaupan, bo veliko odgovarjal. Okay? Ampak na kjerkoli nivoju si, zaupi Bogu in ne ga ločati od svojega denarja. Ne ločevati Boga. Boga da je v vsako odločitev, za vsak evro, da je noter. Amen? Daj ga not. Jaz ti predlagam, res. On te ljubi, on ti nov denarja ukradel, ker ni lopov. Razumeš? V svetu so lopovi. Če daš Boga stran, si v nevarnosti, da bo lopov prišel v tvoj denar. Če pa Bog tam ti ga po Bog čuval, pa razmoževal, amen? Pa vodu, pa ti svetoval, haleluja. Tretjič, tretja napačna ideja je, da prosperiteta ni dobra, da revni ljudje so bolj duhovni kot bogati ljudje. To spet ne bi mogli biti dlje od resnice, ker Bog hoče, da si ful finančno uspešen. Zakaj? Ker hoče, da imaš več kot dovolj, da si bogat za vsako dobro delo, haleluja, amen? Za vsako radodarnost. Kako bom jaz bogat v radodarnosti, če sem reven? Ful težko. In če sem skozi v potrebi, jaz bom mogel ful časa dati v razmišljanje. Tako, koliko veliko časa se zdaj mogla dati v to, kako bo ta avto popravila. To vam je ogroman ene energije pobral. Ogroman enega časa. In zdaj, če si skozi, recimo, da zdaj avto si popravil, pol pa elektrike ne moreš plačati, pol imaš račun za telefon in ne veš, kaj bi naredil, kako bi ga plačal, in pol vodo ti hoče že ugasniti. Razumeš? In kaj se ti zgodi? Ja, skozi razmišljaš o materialnih stvarih, če si v primanjkljaju. Etko, skozi. Vsak evro šteješ. Vse ti gre na živce. Ful je teži si blagoslov, teži si luč v temi, kakor če živiš v izobilju. Amen? Zato je Božja volja izobilje. Prej smo videli v 2. Korinčanom 8:9. Da še enkrat ta citat, da ste eno čuval.
Jezus je bil bogat, pa je zaradi nas obubožil, zaradi nas je postal, on je prevzel prekletstvo siromaštva nase. Zakaj? Da smo lahko mi bogati. To pomeni, kaj pomeni biti bogat? Bogat ne pomeni, kakšen avto imaš, pa kakšno hišo imaš, ampak pomeni, da imaš več, kot rabiš in si lahko še blagoslov za druge. Amen? In zdaj, recimo, jaz verjamem, da Bog gleda procentualno, kaj se s tabo dogaja. Zato imaš lahko ti en avto, ki je 3-krat boljši pa dražji od mojega avta, pa si ful manj dal za ta avto, kot jaz za svojega, ker jaz sem ful več procentov tega, kar imam, vložil v avto, kot ti. In zato ne verjamem, da Bog gleda po vrednostih v evrih, ampak gleda procentualno, koliko smo zvesti, kaj delamo s tem, kar nam je zaupal. Ok, gremo naprej. Četrta napaka je, kar rečemo, ko bom imel dosti, takrat bom dal Bogu. Koliko ljudi sem slišal, jaz zdaj ne morem dati, ampak, ko bom pa zadev na lotu, bom pa prinesel polovico Bogu. To ne obstaja. To ni božji sistem. Loterija je v stari zavezi in je demon. Ne nalivi vrča sreči, piše. Izogibi se igr na srečo, izogibi se loterijam, izogibi se kazinojem. Tudi če boš zadev, si se odprl za demonske sile in je samo vprašanje časa, kdaj boš brez denarja, brez družine in brez zdravja. Samo vprašanje časa. Sploh se ne ukvarja, niti z nobenim stavom se ne ukvarja. A si predstavljaš pričevanje, da jaz pridem v cerkev, haleluja, plačal sem svoj kredit, res, kako, te Bog blagoslovil, kupil sem srečko, haleluja. To ni nobeno pričevanje. To ni Bog cerkev. Bog je, poslušal sem Boga, bil sem mu zvest, Bog mi je dal nasvet in sem šel tja, ki mi je rekel, amen. Pol, ko sem bil že ful, da bi obupal, se rekel, nič, bom verjel Bogu, etko brane, nam poklical vlečne službe, grem peš do avto, grem peš. Maslo, pa grem peš. Bog, 1 uro ima še cajt. To je to. In pol lahko daš pričevanje, haleluja. In pol, ko imamo mi probleme z avti, kva bomo naredili? Ja, isto, haleluja. Vrnili se bomo k Bogu, etko, prijeli bomo Boga, haleluja. Skočili mu bomo v naročje, haleluja. Amen. Haleluja. Začeli ga bomo slaviti. A pel je? Pel je. Brane je pel, preden je denar bil. Slava Bogu. Bo dobre vole. A razumeš, težko boš prosperiral, če si slabe vole. Ful težko, haleluja. Bo dobre vole. Bog je dobre vole, razumeš? Smej se hudiču, ko te preganja. Amen? Haleluja. To je radost, je Božja moč in radodanost gre skupaj s tem. Ok, peti problem, ki ga imamo dostkrat, se pravi, četrti je bil, ko bom imel, bom dal. To ne deluje. Bod zvest v malem in boš dobil več. To je pa Božji princip. Kaj lahko danes daš? Vedno se vpraš. Ne vem, mogoče imaš samo 10 evrov. Daj danes nekaj od tega v nabirko. Haleluja. In verjem Bogu. Mogoče je nekdo v potrebi, ima ful velik problem in to, ko mu ti lahko pomagaš, je čist majhen delaš tega. Vse, nared to, haleluja. Nared nekaj. Vedno nekaj nared s tem, kar imaš. Amen? Nikoli ne odlašaj, nikoli ne čakaj. Nared takoj to, kar lahko narediš. Haleluja. In kaj se bo zgodilo? Dobil boš več. Haleluja. Pasivnost, peti problem. Rečemo, če Bog hoče, da bom bogat, bo že on, se bom enega dne zbudil in bom bogat. Ta pa tam je bo poklical, rekel bo, prid k meni, tukaj imaš 1 milijon, haleluja, deli, kar hočeš s tem. Jaz sem molil v cerkev, ko sem začel študirati prosperiteto. Sem si najel svoje stanovanje, vcelil sem se v družine, glih iz faksa sem prišel in pol sem molil, Bog, daj mi vrš zlato kuglo tle v kuhno. In pol sem mu naredil prostor, tako kot tale kocka velik v kuhni. In sem molil, Bog, tukaj vrš dol, eno zlato kuglo. In pol bom vsak dan malo odlomil stran pa nesel prodati, da mi ne treba skrbeti za denar. In bom sam tebi služil. To ne deluje, cerkev. To ne deluje. Ne biti pasiven. Ampak poglej si korake, ki ti jih je Bog dal v svoji besedi, da lahko prosperiraš. Bog ti dal navodila. Amen? Če ti je Bog dal navodila, pol jih uporablji, haleluja. On ti jih je dal zaradi tvojega dobrega. Amen?
Vse, kar ti je dal zato, ker te hoče blagosloviti, ker te ima ful rad. Zakaj? Ker si njegov otrok. Amen. Ok, prvo navodilo ti je dal, prines prvine v Božjo hišo. In tukaj govori o 10%. Prines prvine vseh. In to je bilo v rajskem vrtu, to je rekel Abrahamu. Mojzes, ki je prinesel zakon, je dal to še v zakon. Po Mojzesu je spet Jezus potrdil, to je rekel, tega ne neha delati. Čeprav niste več pod zakonom, niste. Amen, se pravi, če tega ne delaš, ne boš zdaj preklet zaradi tega, ampak vsem dober je zate, da nadaljuješ v tem. Ampak pač tudi za ostalih 90% bod poslušam Bogu, haleluja. Ne delati, kar hočeš, Darjan, please. Daj Bogu to, bod modr, haleluja. Drugič, uporabi zakon sejanja in žetve. Božja beseda pravi, dokler boste nebo in zemlja, boste obstajala zakon sejanja in žetve. Če si kmet, pa rečeš, ne bom posejal koruze, ker itak verjamem Bogu. Verjamem, da Bog mi dal celo polje polno koruze. Pa se ti bo zgodilo, ko bojo drugi želeli koruzo, gledal boš prazno polje. Zakaj? Ker ti ni Bog rekel, da ne sejati. Drugo je, če bi ti Bog rekel. Obstaja kakšen ekstremen primer tu tega. Obstaja, jaz ne rečem, da ne, ker nisem jaz Bog. Ampak drž se splošnih navodil. Uporabi zakon sejanja in žetve, haleluja. Vedno, ko nekaj daš, si predstavljaj, da si posejal seme. Daj zraven, daj v ljubezni in daj v veri, haleluja, da boš požel nazaj. Uporabi ta zakon. Tretjič, bod zvest in marljiv v vsem, kar delaš. Eni kristjani mislijo, da sam to, kar dajo v cerkvi, da bo avtomatično obogatel. Bog ni slot mašina. On te ne more blagosloviti, če ga ne poslušaš. Če se ti nič ne da, on ti pove, kam pa je, se ti ne daj. Govoriti, kaj deli, se ti ne da delati. Nič se ti ne da, pol boš zelo težko blagoslovljen. Zato je nasprotno. On je rekel, če ti rečejo, pojdi 1 milo, ti pojdi 2 mili. Amen, se pravi, Jezus pravi, ne bi tem povprečen, tudi če si na tekočem traku, ni veze, kje si. Bod nadpovprečen, naredi malo več, kot se v tebe zahteva. Okay? Če vsi pluvajo čez tvojega šefa, haleluja, ti ga hvali. Božja beseda pravi, služ ljudem k Bogu, svojemu zemeljskemu gospodarju, služ, da služiš Bogu, haleluja. Vse, kar delaš, ne delati samo na oko, ampak delati tako, da te Bog opazuje. Amen? In kaj se ti bo zgodilo? Ja, Bog te bo promoviral. Jaz ti garantiram, da v nobeni službi noš več kot 1 let. Če boš nadpovprečen, ne boš, ker te bojo opazili, te bojo promovirali. Te bojo hoteli še naprej, haleluja. In tu, če bojo vse odpuščali, tebe ne odpustili. Zakaj? Ker si nadpovprečen. Za biti nadpovprečen rabiš čist malo. Zakaj? Ker večina ljudi se tega ne da. Večina ljudi razmišlja, kako bi čim manj delali, čim več bili na bolniških, čim več izkoristili svoje delodajalce. Delodajalci hočejo pa čim več izkoriščati delavce. Ti bod pa ta, ki služiš Bogu. Amen? In ko vsi pluvajo čez šefa, ko vsi amrajo, ti začni slaviti Boga. Amen? Reči, wow, to je moj trenutek, da sijem. Amen? Ne zgubiti radosti, bod v veselju, haleluja. Razumete, da Jožef je v enem dnevu šel iz zapora pred kralja. V enem dnevu, ampak cerkev, on ni šel v enem dnevu. On je šel, ker je tisti dan prišel, njegov dan je res šel v enem dnevu, ampak prej 13 let trpel. Razumeš, da prej je bil zvest 13 let in Biblija pravi za Jožefa, da je bil prosperitaš v trenutku, ko je bil gol na najnižji točki svojega življenja. Razumeš, bil je gol, obleke ni imel, fotra več ni imel, bratov več, prej bil hišni ljubljenček, mislim, najljubši sin. Vsi so ga me radi. Nekaj ga sovražijo, prodajo ga, gre v sužencu, vse zgubi, suženje. Ti bil fertik, brez obleke, razumeš. Nima svobodne volje več, uklenjen je v verige in Božja beseda piše in Jožefu je šlo vse po sreči. In rekel, wow, Božja beseda ne more biti resnica. Razumeš? Ampak je resnica. Ko Bog vidi v tebe, to, kar se ne vidi na ven. Razumeš? Lahko bi Jožef bil v novem BMW-ju, v novi vili, pa bi Bog rekel, Jožefu nič ne gre dobro. Zakaj? Ker že vidi njegov konc. Ker že vidi, da njegov srce ni v redu,
vidi, da ima materialne stvari, ampak njegov srce se odvaja od Boga, ne sledi več Jezusu in nič ne bo iz njega, če se ne pokoril. In zdaj, se pravi, ne gledati, lahko si na najnižji točki svojega življenja. Jaz se spomnim, ko so vinjete uvedli. A ste bili kaj veseli, ko ni bilo več tega ABC, plačuješ kilometre. Jaz sem komi čakal, moja žena je molila za vinjete, vsi so rekli, to nikoli ne v Sloveniji. Moja žena je rekla, če v Avstriji tudi le bo, jaz molim, da bojo vinjete. In so res bile, ne v roku enega leta. Ampak problem bil, ko je vinjeta prišla, jaz nisem imel denarja za vinjeto. In pol se še tam v Domžalah več nisem mogel priklopiti na avtocesto, ko sem šel z Vranskega. Niti na obvoznico nisem mogel iti. In ko sem vinjete vklopil, sem rabil pol ure več, da sem v cerkev prišel. In sem tako živel ene par mesecev. Razumete? Ampak, razumete, ne gledati. Vozil sem pa avto za 200 €. Ker sem ga pač zastonj dobil. Polomljen cerkev, katastrofa. In sem se ful dobro počutil cerkev, ful dobro. Zakaj? Ker sem vedel, kdo sem, haleluja. Vedel sem, jaz nisem to, kar vozim. Jaz nisem to, kolikor imam denarja, haleluja. Jaz sem to, kar verjamem, haleluja. In jaz verjamem, da sem Božji sin, haleluja. In jaz verjamem, da sem več kot zmagovalec. Jaz verjamem, da vse, čez kar zdaj grem, je samo začasno in skozi iščem priliko, kako sem lahko blagoslov, haleluja. Vedno glej, kako lahko komu drugmu pomagaš. Vedno, haleluja. Če si v težavah, ne vse prezmišljaj. Veste, povem, hitrejš boš vam prišel. V tem poglavju, 2. Korinčanom 8, nam razlaga o eni cerkvi, ki je bila ful v problemih, makedonska cerkev, piše, je bila ful v siromaštvu in piše, ven so prišli, kako z dajanjem. Začeli so dajati in so prišli ven iz revščine, haleluja. To je res nadnaravna moč. Jaz te opogumljam, brez pritiska, sam pogled v svoje srce, ampak razmisel, če si v problemih, kako bi povečal svojo radodarnost, haleluja. Ampak naj ti Bog govori, ne delati neumnosti, haleluja. Ok, gremo naprej. Se pravi, bod zvest, bod marljiv v tem, kar delaš. 4. Poskrb za svojo družino. Božja beseda ti ful naroča, če imaš družino, ti moraš skrbeti za svojo družino. Amen? Ne samo skrbeti za Božje delo, poskrb za svojo familijo. Tvoja žena se mora imeti fajn, tvoj mož se mora imeti fajn, tvoji otroci morajo biti preskrbljeni. Mol za njih, investiraj v njih, haleluja. To je tvoja prva cerkev, je tvoja družina. Etko. Če imaš ti doma v družini urejene odnose, pa tudi, ko skupaj pridemo, se bomo imeli fajn. Če imaš ti v družini ful prepire, probleme, boš to vse sam prinesel. Pač hvala Bogu. Hvala Bogu, da si saj prišel. Amen. Ker si v Božjo prisotnost nekaj prinesel, ti lahko Bog govori in te osvobaja. Ti daje na svete, haleluja. Jaz dostikrat v cerkvi sem dobil na svet iz nebes, kako naj svoj zakon izboljšam. Med slavljenjem. Ali pa pol na poti domov. Pa mi Bog dal preblisk, kako naj s Carol govorim, kaj naj naredim za otroke. Mi dal ideje, haleluja. Se pravi, poskrb za svojo družino. 5. Daj ubogim. Ubogi, ni vsak ubogi, ki te prosi na denar. Eni so profesionalni prosilci denarja. To ni glih. To je pač sužen tam enemu, ko si na njegov račun služ. Ampak, ko je res človek v potrebi, je dobro, da poznaš tega človeka. Jaz skoraj nikoli ne dam, če ne vem, komu sem dal. Jaz vem, komu sem to dal. Kaj je s tem človekom? Če ne vem, lahko da sem mu škodoval zdaj, ko sem mu dal. Ampak, če poznaš človeka, pa veš, da je v potrebi, daj mu nekaj. Ne samo od zanga. Amen? Daj mu nekaj. Gremo naprej. 6. Dajmo si pogledati, še samo 2 točke imam. 6. Poglejmo si par pasti glede denarja in prosperitete. Prva past je posojanje. Jaz te ful svetujem, ne posojati. Razen, če nisi pripravljen biti brez tega. Jaz v bistvu sploh ne posojam, ampak vedno pač v redkem primeru, da sem posodil komu. Ker vem, da je ful težko vrniti denar. In pol človek, ki mi je dolžen, se mi bo začel izogibati. In pač prevečkrat sem že komu v cerkvi denar posodil in pol ga ni bilo več v cerkvi. Prej skozi hodil, čim sem mu denar posodil, nehal hodil. Wow, zato raješ dej. Če te kdo prosi, da mu posod, raješ razmisel, koliko mu lahko daš. Ali mu pa nič ne da, če vidiš, da mu sam le nobo podpiraš.
Je mogoče boljše, da je človek brez elektrike en mesec, da se bo naučil, ker lakota dela za človeka. Piše v pregovori. Ker polk je lačen, bo šel delati. Če mu skozi nekdo posoja, nikoli ne bo šel delati. Včasih mora človek biti lačen. Ampak seveda, to deli pač ful v ljubezni. Vse deli, nikoli nobenega ne podcenjuj. Razumeš? Noben ni manj vreden. Lahko človek ful smrdi, ful je brez denarja, isto je vreden kot ti. Nebeški oče, če ga boš zaničeval, je kot da si iz šivankov v oči začel dregati Boga. Res, to isto. Čim se delaš norca iz pač drugih ljudi. Se pravi, ne posojati. Drugič, ne podpisovati, ne iti za garanta nobenemu. Božja beseda pravi, ne garantirati nobenemu za kredit. Ful narobe, ker potem si zvezan s tem posojilom. Ful, pazi se teh stvari, kreditov, posojanja. Pazi se hitrih finančnih shem. Božja beseda pravi, bogatstvo, ki je hitro pridobljeno, si naredi krila. Čim ti kdo ponuja, takoj investiraj, zdaj hitro, da boš hitro zaslužil. Ustavil se, takoj ste morali rdečo luč pažgati. Čim te kdo sil, da moš nekaj hiteti. Vedno se posvetuj z modrimi ljudmi, ki znajo znari delati. Pridi do ljudi, ki se duhovno znajo razvojati. Nikoli ne velikih odločitev sam delati. In vedno si čas vzem. Če nekaj ne razumeš, nikoli te not ne investiri. Če nekaj nisi ful dober raziskal, spet ne not investirati. V cerkvi ne podpiramo multilevel marketinga, se pravi, nekako je slovenska beseda. Mrežnega trženja tukaj ne podpiramo. Če se ukvarjaš čimarkoli, ne bo to Herbalife, ne bo Amway, ne bo karkoli, tega ne tle prodajati. Mi nismo stranke za tvoj posel. In če boš to delal, te bo mogel upozoriti, ne to delati. Ker vedno je problem. Mi smo že imeli te izkušnje s tem, ljudje pridejo v cerkev dostikrat, ful navdušeni, ful, vse imajo radi, pa kad nočeš sodelovati z njimi v poslu, jih ni več. Razumeš? In to ni, pač mi hočemo biti tukaj zaradi evsa, ne zaradi financ. In problem je, če si v multilevel marketingu, imaj to za hobi, ne to samo not nositi. Ne nas gledati kot svoje stranke. Razumeš, ker nas boš perverzno gledal, vse boš začel čez dobičo gledati. Tega tukaj nočemo. Isto, kot ne podpiramo nobene politične stranke. Molimo za vse, razumete? Molimo za vse, ki so na oblasti. Haleluja. Recimo, če hočeš vedeti, da neki je napačen sistem. Mene en pastor mi je poslal link, da grem v njegovo mrežo, 300 evrov, ne kupam diamant za 300 evrov in sabo še 4 ljudi pripeljem in bomo ful vsi. In pol takoj mi je že kar skem poslal, koliko je že on zaslužil v zadnjih pol leta. To je pastor, ki je tle pridigal v naši cerkvi iz Skandinavije. In pol sem rekel, pač prvič nočem, čuden mi je, da si pastor, pa mi to ponujaš. To mi je ful čuden. Zakaj se ne držiš rajš pridigane besede, pa to, mislim, se ukvarja z multilevel marketingom. In pol sem rekel, dobro, pač bom pogledal ta diamant in sem raziskal ta diamant in ta diamant cerkev je bil vreden 30 evrov. Se pravi, on mi ga je, ta mreža če ima kjerakoli mreža, če ima produkt, ki ne more laufati brez mreže, bo ta mreža propadla. Je cela mreža shema, ki bojo vsi izgubili denar. Se pravi, s čimarkoli imaš ti, jaz ne rečem, da ne obstaja dober tržni marketing, sam rečem, da mi nočemo biti del tega v cerkvi. Lahko si ti osebno del tega, pa imaš to za svoj hobi, ali pa za svoj polni posel, sam ne med nami. Ampak dober mrežni marketing, če obstaja, mora produkt, ki je v marketingu, biti toliko dober, da laufa brez marketinga. Se pravi, in mora biti tudi ocenjen toliko, da je dobra cena, da ni ful pretiravano. In jaz sem temu pastorju rekel, to, kar si vstopil, je Ponzijeva shema. Ponzijeva shema laufa samo dokler novi člani not hodijo in isto kot catch the cash in vse te druge fore. Pač produkt je slab ali karkoli in je natek ali pa slab produkt. In dokler ljudje not cash dajo, bo te, ki so nad njimi, vedno izplačevani in bojo služili, ampak slej, prej se bo sesuli. Zato, ker ni osnove, ni temelja. In pol vsi, ki so prišli kasneje not, bojo ful nasrkali, bojo vse izgubili. In sem rekel, ful si v nevarni mreži, priporočam te, pejte van, ta diamant, ki si mi ga ponudil, je vreden 10-krat manj, kolikor ga vi prodajate. Vse frende, ki si not pripel, slej, prej, boste sam izgubili vse. Ker to moraš vsak mesec moraš en diamant kupiti. In pol se ni dal prepričati in veste, kaj mi je rekel? Tema, ni problema, bom jaz kupil diamant zate, ti samo 4 frende pripel. Se rekel, od zdaj niso več frenda. Od zdaj naprej nič nočem med s tabo. Glikar si mi rekel, vidiš, da je napačna stvar,
In zdaj še mene hočeš dati not, pa še 4 frende, ki veš, da bojo propadali, si mi rekel, ne pripeljem. In boš uničil in svoje ime in moje ime. Razumeš? Pazi, ne sej teh stvari. Vedno, če pa nekaj ne razumeš, pa sploh ne iti to. Rajš deli to, kar razumeš in Bog ti bo razodel. Ne biti naiven, pa misli, in pol ljudje dobijo na mailu, daj mi svoj bančni račun, dediščina te čaka ne vem koliko milijonov. Razumeš? In pol, če si ne, zdaj pa končno je ta moj dan. In to izvira iz une točke, ko imaš napačno verovanje in si pasiven in misliš, da en dan se boš zbudil bogat in zdaj je to tvoj dan. In si laka tarča za prevarante. Razumeš? Pazi vseh online zadev. Nikoli ne daj donacij ljudem, ki jih ne poznaš. Ljudje imajo cele organizacije, cele scheme, talajo Biblije, tam so ljudje brez jesti, a vse gre v kriminal. Moš točno vedeti, kam si dal cash. Dobro se pozanimi, kam si dal. Moš poznati te ljudi. Nikoli ne moreš kupiti novega BMW-ja za 5000 evrov. Nikoli. Ne moreš kupiti novega iPhona za 10 evrov. To ne obstaja. Čim si dobil tako ponudbo, sam prečrti. V bistvu vedno, če je nekaj preveč dobro, da bi bilo res, pol je res preveč dobro, da bi bilo res. To ne obstaja, razumeš? Tega ni. Lahkega zaslužka ni cerkev. To ne obstaja. Morate Bog voditi, haleluja. Cerkev, jaz sem dobil enkrat od ene kolegice iz Amerike na Facebooku, ki jo poznam osebo. V bistvu je bila sestra od Carol. Dajte mi pomagati v Nigeriji. In ženska je res bila misionarka po celem svetu. Rekel, v Nigeriji so me ujeli in nujno rabim 10 000 evrov, če ne me bojo ubili. Koliko mi lahko nakažete? Please, hitro se mi javite. In jaz, najslabša stvar je, če te kdo za denar prosi, da nič ne preveriš. Vedno govor z osebo. Vedno moraš poklicati tega človeka. Vedno se pozanimi, haleluja. Ali pa če kaj kupuješ na spletu, vedno poglej, a obstaja telefon teh ljudi, a ta firma obstaja tudi v rumeni knjigi, a obstaja v poslovnem imeniku, ali je samo namišljena firma na internetu. In kaj se ti bo zgodil? Nekaj boš kao ful pocen kupil in nikoli ne boš videl nobenega. En moj kolega je dal 5 evrov za avto, ki ni obstajal. Pa si predstavljaš, kupuje avto iz Belgije, ki ni obstajal. In pa je šel na policijo in rekel, to je ful znana schema. Ful ti ponuja avto, ki je vreden 10 evrov za 5 evrov. To ti takoj more neki. Tako ste morali rdečo luč pržgati. Noben ti ne prodaja avta, če je 10 evrov vreden za 5 evrov. Zato, ker ga za 8 takoj lahko proda. Zakaj bi ga pol tebi za 5 dajal? Razumeš? Nekaj narobe. Vedno bod ful previden. Če nisi pohlepen, pa če pravilno verjameš v denarju, te bo itak Sveti Duh upozoril. Problem je, če si naiven. In pol misliš, zdaj me hoče Bog blagosloviti. Molil sem za avto in zdaj je prišel. In si lahka tarča. Drugič, nikoli ne plačevati vnaprej. Jaz sem ogromno stvari, ko sem hišo delal, mi je človek začel težiti, pa sem mu dal nekaj vnaprej, kolikor je za material rabil. Ko je začel delati, mu je že manjkalo. In to sem opazil skoraj v 100% primerov, čim si človeku ves denar dal, pa še ni končal, nikoli ne boš imel končan. Tega človeka več ne boš videl pri sebi doma. Vedno počak, da je vse narejen, pa plači. Drž ljudi, ne biti neumen, ne pusti, da te ljudje izkoriščajo. In zadnja točka, ne služiti mamonu. Matej 6:24. Došlo na steno, Matej 6:24. Zadnja točka, ne služiti mamonu. Cerkev ful je nevaren, če začnemo služiti mamonu. Mamon, Božja beseda pravi, ne more služiti Bogu in mamonu. V novih prevodih pravi denarju, ampak v bistvu tukaj gre za osebo. Ne gre samo za papir, ampak gre za osebo. Tukaj je oseba, denar oziroma mamon. To pomeni, to je duh, ki ti skozi govori, da nimaš dost, da nov dober, da si nič ne moreš privoščiti, da ne smeš biti radodaren, dobrota je sirota, to vse mamon govori. In vedno, ko hočeš, ali pa hočeš nekaj investirati v dobro stvar, ti bo spet mamon prišel in te bo uviril, in ti bo težil. In Jezus rekel, ne more služiti in Bogu in mamonu. Haleluja. Mamon, kako ga prepoznaš? Ustrahujete, kontrolira. Denar je ful slab gospodar. Je pa odličen služabnik. Zato mora biti denar tvoj služabnik. Haleluja. In to ni povezan s tem, koliko denarja imaš, ampak je vse v tem, kdo je tvoj izvor. Zato mora Bog biti tvoj izvor. Vedno se vprašaš, kdo je moj izvor. Komu zaupam? A zaupam v svojo plačo, zaupam v svojega šefa, a zaupam v Jezusa. In cerkev, bolj, ko smo v pustenih časih, bolj, ko se vse trese, verjamem, naš izvor
mora biti pri Bogu, pa mora biti v Božji hiši. Res verjamem to. In tam, kjer je tvoj zaklad, tam bo tvoje srce. In boš težko od Boga odpadel. Haleluja. Ljudje, cerkev se uničuje zaradi denarja. Mene je Abimael peljal na obisk s enim ljudem ta teden in nisem mogel verjeti, ko sem jih poslušal. Mama je tožila hčerko, svojo rodno hčerko za denar. To ne morem verjeti. In pa res vidiš, da ljudje, a je tako, kolikrat se ljudje ful skregajo zaradi dediščin, zaradi denarja, razumeš, ker njihov Bog ni Jezus, ampak Mamon. In pa se fajtajo, družine razpadejo. Prava prosperiteta, cerkev, ni povezana s tem, koliko imaš, ampak kdo je tvoj izvor. In kako vplivaš na družbo s tem, kar imaš. Ne rabaš veliko, rabaš čist malo, ampak konstantno v pravo smer. Skozi pomalo investiral, mogoče boš rekel, ne deluje. Ne obupati, še nadaljuj, haleluja. Ustraji, Božja beseda je resnica. Jaz, ko mi je šlo že ful slabo, par let nazaj, sem rekel, dosti tega. In sem rekel, denar ne bo več moj problem. Ne bo, pika. Ni važno, a ga imam ali imam, ampak ne bo več moj problem. No, ne bom več poslušal Mamona. In pol, čeprav sovražim številke, pa Excele, sem si vodil pol leta Excel, vse, kaj dobim, pa ko gre od mene. In sem pol gledal na konec procente, koliko procentov tega, kar dobim, dam naprej. In pol, ko sem videl, da sem prišel do procentov, ko sem se dobro počutil, haleluja, pa sem lahko to uveril. Če ne veš, kaj daješ, včasih je dobro, da si iskren. Da pogledaš, v duhu cerkev nič ne moramo skrivati. Mi lahko pred ljudmi se delamo fine, ampak v duhu se nič ne skriva. V duhu se točno ve, a si ti radodaren ali nisi, kam seješ, koliko seješ, a si skopuh, ali si radodaren. To se vse ve. Zato bod iskren, ne biti pod obsodbami, ampak bod iskren. Haleluja. In vedno se odloči, Bog, pomagaj mi, da bom radodaren. Haleluja. Nočem biti pod duhom Mamona. Da lahko skupaj ostanemo, dajmo zlom duha Mamona, haleluja. Dajmo zlom duha siromaštva, haleluja. Oče, mi prihajamo k tebi in govorimo, da si ti naš izvor, haleluja. Danes se odločamo, da denar ne bo naš problem, haleluja. Mi se odločamo, da ne bomo služili Mamonu, haleluja. Oče, kolikor nam manjka, kolikor imamo primanjkljaja, karkoli se nas slabega dogaja, verjamemo, da imaš ti za nas odgovor, ker si ti naš izvor. Haleluja. Vod nas danes v nove zmage. Haleluja. Oče, molim, da nikoli več ne pokleknemo pred strahom in skrbmi za finance, namesto da bi poslušali tvoj glas. Molim, Oče, da kar rabiš človeka, da nekomu pomaga, da lahko nas najdeš, da lahko računaš na nas. Oče, molim, da vsak od nas, kjerkoli smo, da podpiramo tvoje delo, Oče, da podpiramo ljudi v potrebah, da podpiramo širjenje evangelija, Oče, da skrbimo za svojo družino, Oče, da smo zvesti tam, kjer si nas postavil, v svojem polju dela in vpliva, v svojih talentih, v svojem času, v svojem denarju. Haleluja. Oče, molim, da kjerkoli smo, da gremo ekstra miljo. Molim, da začnemo žareti bolj kot prej. Tvoja beseda nam obljublja, da imaš ti dobro prihodnost za nas. In piše, da pravični bojo žareli bolj in bolj, do dne, ko ti prideš nazaj. Oče, molim, Oče, hočemo se ti zahvaliti. Hvala, da imamo roke, noge, glavo, razum, zdravje. Haleluja. Hvala ti za ljudi, ki jih poznamo. Hvala ti za vse, s čimerkoli si nas blagoslovil. Dajmo mu priznati, da vse, kar imamo, je od njega. Dajmo mu priznati, haleluja. Bod hvaležen, imaš vodo doma, ki ti teče. Imaš internet, haleluja. Imaš elektriko, haleluja. Imaš hrano na mizi, haleluja. Imaš ene par frendov, haleluja, ki te imajo radi, haleluja. Bod hvaležen, vsak dober dar je od Boga. Jaz sem vsakmu od vas ful hvaležen, cerkev. Jaz sem vsakmu hvaležen, da si danes tukaj, haleluja. Sem ful hvaležen, da daješ za Boga. Brez tebe mi ne bi bili tukaj, haleluja. Brez tebe ne bi mogli plačevati najemnine, ne bi mogli evangelija pridigati, ne bi mogli širiti Božje besede. Nikakor, haleluja. Haleluja. Jaz verjamem, da nam je Bog hvaležen, cerkev, za vsako radodarnost. Jaz verjamem, da Bog, ki nas gleda iz nebes. Jaz sem ful blagosloven,
kadar dam, pa mislim, da ne bi mogel dati. Sem ful blagoslovljen. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Oče, preseneti nas. Jaz molim, da nas presenetiš. Oče, mi te izkušamo v teh stvarih. Hočemo te izkusiti v radodarnosti. Haleluja.